Še en zanimiv moment pri tebi je, običajno pošljajo igralce v Big Brotherja, da jih ločijo od družine. Vidva znanost sta dejansko dobila zdaj veliko enega časa, da sta ga preživela skupaj. To je verjetno ravno kontra kot pri ostalih tekmovalcih. Ja, v bistvu, prosim povedati, to ni lahko. Jaz sem imel recimo najtežje. Najtežje, spal sem 4 moški, pisal z ženo tam, z 2 kamerami, posod mikrofoni, stoširali smo se tam, jedli, pili. To ni. To reš moraš imeti po domače reči. Ne. Veliko ljudi so se čudili, kako lahko to jaz grem, pa to, veš. Jaz vem, zakaj sem šel. Zato, ker nimam nič skrit. Hočem realnost. In realnost je bil to. Ljudi so zdaj pričakovali, da bo Gena tam skakal čez ženo, pa pokazal, kakšen mogoče ne. Seks pa na tretji, recimo, ne, veliko ljudi isto zdaj pričakovali, kako. Jaz sem pokazal, kdo sem. Jaz sem pokazal, da tega ne nočem. Zakaj? Zato, ker imam 2 otroka, imam ful ogromnih mladih sodzun, veliko družin. Hočel sem pokazati, da sem človek, v bistvu, da nekaj učim nekoga od zunaj, ne da bom še pokvaril. Tako da karakter moj je pač tak in ta je bilo, težko je biti, težko je spati z žensko, ki te prevlači, to in v bistvu zdaj ne smeš to delati, mislim, ne smeš, ampak je zadeva taka, da jaz sem rekel, naj bo to, če bo 2 meseca nota, naj bo to največja predigra, ampak ko bom 60 let, bom rekel nekomu, stari, lej, koliko tebe traja predigra, en dan, pri meni pa 2 meseca. Tako pošliktaš, moraš imati v glavi, pa nič čudega, naj ljudi razmišljajo karkoli, vse ljudi lahko rečejo, ja, mogoče to, mogoče ono, ampak jaz povem, težko je, en mesec brez spolnosti, čeprav jaz seks obožujem, to je en velik praznik v mojem telesu, res, ampak ni nujno pa, da moram ljudem pokazati, kako to, kakaj. Kako si doma razložil, zakaj si ti že doma, ne pa še mama? Kako si otrokom razložil, ne? Zakaj si ti že doma, mama pa še ne? Oziroma, kdaj mami pride? V bistvu, oni so skozi gledali. Gledajo. Ja, oni so veliko gledali, ko sem jaz prišel doma, v bistvu otroci me objeli, sem iztisnil k sebi, to je trajalo 7-8 minut, malo sem končno uro sem imel in sem gledal, ker v Biblani sem imel. In v bistvu, ko se je malo umirilo to zadeva, sem rekel, Geni, lej se, sem zdaj doma, ne, sekir se. Poroči, da ne boš mislil, da sem jokal. Ampak to mi je rekel po 3 minute po tem, ko se je to malo umirilo. Rekel, da ne boš mislil, da smo mi jokali zaradi tega, ker smo te to hoteli, da vidimo, ampak ker je tudi tako smo te videli skozi, ampak hoteli smo, da greš naprej. Si dobil v Big Brotherju vsaj nekaj tizga, po kar si prišel si po nagrado, pa verjetno še po kaj, ne? Vsaj medijsko izpostavljenost ali pa kaj podobnega. Ja, ne, v bistvu to je res. Jaz sem tudi na začetku povedal, zakaj sem v Big Brotherju. Sem prišel valjda boriti se eno nagrado dobiti. To je iskreno, ne? Iskreno sem jaz povedal, kdo to mi pove, to je laž. Zdaj v bistvu, saj v Big Brotherju vsi stanovalci, če niso kaj od mene se naučili, saj so se naučili tega, jaz sem to na glas povedal, vsi so bili tihi. Sam je zadeva taka, da tukaj recimo sam dubu še stvari, ki v bistvu so zanimive, to so psihološke stvari. To je nekaj, ki ne moreš verjeti, kdo se spomni tega. To je tako zanimivo, da če človek tega ne doživi, ne bom rekel, da je ostal nazaj, ampak je za človeka to je ful velik plus. Je izkušnja potem. Je izkušnja, ki v bistvu predstavite, greste noter, vidite nekaj lepega. Lepo se izgleda. Trava, džakuzi, savna. Ampak imaš džakuzi, nimaš kave. Ljudi so odvisni od kave. Ti da savno, ne moreš pa se tuširati normalno, rabiš, te nekdo vrti. Recimo, ti da moko, pa ti vzame jajc. Ti da mleko, ti vzame... Mislim, skozi en tak ping-pong, ki v bistvu nekaj imaš možnost, pa drugo ne. Konec konca si telefon, pa to nisem pogrešal, telefon, uro malo z začetku, ampak ne pogrešaš pol, ker veš, da si v enem svetu, telefon, mobitel, res. Te tehnološke stvari nisem pogrešal. Je pa res, da si med 10 ljudmi si izklopljen iz sveta, ne veš, kako oni tebe predstavljajo. Ti spiš z ženo in mogoče ona ima roko tukaj pri tebi in zdaj kako bo oni to zumije, kako bojo predstavljali, kako bojo menda družina bojo gledala, kako bojo ljudi rekli, to je bilo tako, nikoli ne veš. Ne? Če daš ljubčka, da si tam malo sladkoren, je spet problem. Jaz sem pač tak tip, da sem med družbe z žensko se ne ljubčkam, pa nekaj objavim, dam kakšna ljubčka pa konca, veš, tako pač, nekaj smo v družbi. Ampak tam malo kdaj si sam.
In takrat sem bil sam, malo smo se ljubčkali, ampak spet smo se malo pogovarjali, nisem hotel, da se stiskamo tako, pač te privlačilo. In pol, če nisi za to, Gena noče. Razumeš? Na vsakem problemu si v stisku in ne veš, zato včasih boljš, da sem bil na takem tako, ker sem bil znano, in v bistvu, ampak to smo mi razčistili še prej, ko smo prišli noter, kako pa kaj, in sem rekel, stvar je pač taka, smo za to in to je to. Ne?